Gorenjska obzorja. Gost tedna. V naslednjih minutah bo z nami direktor knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka Matjaž Eržen. 15 let je bil na čelu knjižnice. V teh 15 letih se je veliko naredilo. Tudi knjižnice so se selile v nove prostore. Le osrednja Škofjeloška še naprej ostaja v starih in upa na boljše čase. Na kaj pa upa in v kaj verjame Matjaž Eržen? Več o tem v naslednjih minutah, ko bo gost naše urednice Tanje Barašin. Danes je naš nedeljski gost, človek, ki ga zagotovo srečujete v Škofji Loki, če obiskujete knjižnico, pa sploh. Matjaž Eržen, direktor knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Dobrodošel na radio. Ja, pozdravljena. Sva se dogovorila, da se bova tikala zdaj po 15 letih srečevanja tukaj pred mikrofonom, pa tudi drugod. Tudi sicer se poznava, tako da nama bo tudi pogovor na tak način bolj stekel. Ja, zaključuje se tvoje obdobje vodenja knjižnice v Škofji Loki, odhajaš v zaslužen pokoj. No, če je zaslužen, vsekakor po letih, po delovni dobi in po izkušnjah je čas, da se po 3 5-letnih mandatih, to je 15 let vodenja knjižnice v Škofji Loki, da damo prostor tudi še komu, ki bo kakšne sveže ideje prinesel. 15 let, v bistvu si direktor z najdaljšim skupnim stažem vodenja knjižnice. Ja, če pogledamo malo nazaj, prvi profesionalni direktor oziroma takrat s nazivom ravnatelj je bil pokojni profesor Janko Krek, ki se ga verjetno vsi starejši še dobro spomnijo. Janko Krek je potem umrl leta 81, no za njim je bil Ludvik Kaluža, ki ga tudi poznajo, vsaj tisti ljubitelji gledališča, pa tudi ostali se ga verjetno še spomnijo. Za njim krajše obdobje prevzela, mislim, da en mandat Ana Florjančič, in potem je imela 3 mandate še moja predhodnica Marija Lebarjeva, ki pa je imela za 1 leto krajši mandat, ker v tistem času se je spremenila zakonodaja in so bili, mislim, da je en mandat imela še 4-letni, pa potem 2 5-letna. V teh 15 letih vodenja knjižnice je bilo veliko sprememb, pod tvojim vodstvom je bilo veliko tudi narejenega, tako tehnološki razvoj, novi knjižnični prostori, čeprav tiste v Škofji Loki še vedno čakamo, pa tudi verjetno sam velik razvoj na samem področju knjižničarstva, ne samo pri nas, ki vpliva tudi na potem delovanje knjižnic. Ja, za laike, mogoče tisti, ki vidijo knjižnico predvsem kot prostor, kamor prideš po knjigo, si jo izposodoš in greš z njo domov, prebereš in potem spet verjetno ni toliko. Vendar pa moram reči, da tudi samo slovensko knjižničarstvo nasploh je bilo že v osnovi tam v 60 letih področje splošnega knjižničarstva, so bili takratni voditelji oziroma usmerjevalci so imeli zelo napreden pogled in so se primerjali oziroma za izhodišče so vzeli razvoj skandinavskih splošnih knjižnic in temu nekje tudi slovensko splošno knjižničarstvo od takrat naprej sledi. No, ko sem nastopil tole službo tukaj, sem tudi sam že precej stvari tudi predtem preštudiral z tega področja. Takrat sem bil še 10 let, predtem tudi vodja oddelka za nabavo in katalogizacijo v Centralni tehniški knjižnici, kar je čisto na drugo področje visokošolskih knjižnic, vendar že takrat sem večkrat pogledal nazaj na Škofjo Loko, kjer sem pravzaprav začel svoje knjižničarsko pot. Ja, in v čem so recimo skandinavske knjižnice tako dobre, tako drugačne od naših? Ja, skandinavske knjižnice imajo v njihovi družbi nasploh in v odnosu do knjižnice zelo pomembno, nosijo eno zelo pomembno mesto. Že samo dejstvo, da je recimo v skandinavskih knjižnicah, sprav Danska, tudi recimo Nizozemska deloma zraven, pa Švedska, Norveška, Finska, tam je delež prebivalstva, ki so člani v knjižnici 80-90%. In je tudi tam knjižnica je že to, kar sem začel tudi tukaj v Škofji Loki, pa verjamem tudi moji predhodniki, da ne bila knjižnica ne samo to, da prideš do pulta, si sposodaš knjigo in bežiš domov, ker v Škofji Loki dejansko več kot tega ne moreš. Knjižnica je tam mesto srečevanja.
kamor prideš recimo na avtomat na kavo, se usedeš dol, mehko pobrskaš po revijah, mogoče se zmeniš s kom, kje se bomo pa danes dobili, ne bomo se dobili v baru, ampak gremo v knjižnico, se imajo tam tudi bar, pa bomo tam še časopise prebrali, pa še prijetno se bomo počutili, ker kot sem pred leti tudi bral eno razpravo enega psihologa, zakaj so knjižnice tako pomembne, ker to so taki neutralni prostori, kjer te nihče nič ne sili, nihče te nič ne vpraša. Vzameš revijo, se usedeš, se zagreš skozi okno, si sam s svojimi mislimi. To ni kot trgovina, kjer greš, pa imaš zunaj pred trgovino še bar, pa se usedeš, pa moraš tam nekaj kupiti, pa greš v trgovino, se tudi sam ne sprehajaš, moram še to kupiti, pa še ono kupiti. Ne, v knjižnici nič od tega. Si sam s seboj in uživaš v svojem času s seboj. Kaj ti pomeni glasba? Ja, glasba, eno sprostitev. Moram reči, da sem v svojih osnovnošolskih letih sem celo hodil na privature klavirja, kakšne 4 leta, pa potem se je ta zgodba iztekla, ampak imam pa doma še ene take klaviature, pa mogoče zdaj, bo upokojitev, bo čas tudi kaj več malo obnoviti to znanje, ker veliko mi pomeni, no. Čas sprostitve, tudi velikokrat pri delu si zavrtim kakšen tak, jam session, kakšen jazzovsko ozadje, sicer ne, da bi me motilo, ampak ravno to, da ni tišina. No. Kaj bomo zdaj slišali? Procol Harum, A White Shade of Pale. At first just go sleep, turn the wider shade of pale. At first just go sleep, turn the wider shade of pale.
Matjaž Eržen je danes naš gost tedna na Radiu Sora, direktor knjižnice Ivana Tavčarja, Škofja Loka, še nekaj dni, ne? Ja, nekaj dni tja do 31. augusta se izteče tale moj mandat, 5-letni, ki se je začel s 1. septembrom 2011. Prejle sva govorila o tem, da je nekakšen ideal tudi pri nas, da so nekakšen ideal te skandinavske knjižnice, da nekako tudi na našem območju v Sloveniji stremimo k temu. V Škofji Loki smo še toliko dlje oddaljeni od vsega skupaj. Jaz verjamem, da ko si prevzemal vodenje knjižnice pred 15 leti, da si verjel, da boš svojo aktivno delovno dobo zaključil že v novih prostorih. O tem nisem sanjal samo jaz, ampak verjamem, da tudi moji predhodniki. Naj samo omenim že pokojnega profesora Janka Kreka, ki je že leta 1978, to je davno nazaj, marsikdo od poslušalcev, poslušalk verjetno še ni bil rojen takrat, ko se je knjižnica selila v obstoječe prostore na Šolski ulici 6 v Loških razgledih, mislim, da je bilo leta 80 ali bilo 79, že zapisal, da ti prostori bojo sicer, ker je prišla iz bivših prostorov, kjer je zdaj Dom Zveza borcev, tam nad starim Petrolom. Že takrat je bilo v Loških razgledih zapisano, da so lepi prostori, veliko večji, kot so bili, vendar ne bodo prav dolgo zadostovali. No, očitno se ta zgodba še kar vleče. Res pa, da to, kot si začela s tem razmišljanjem, smo potem ves čas sledili temu, ker tudi potem že pri nasledniku od profesor Kreka, Ludvik Kaluža, je že delal razne načrte, kam bi se lahko širila, kako bi se lahko širila. Žal od tega ni bilo kaj dosti več realizirano. Eden od lokacij bil tudi Sokolski dom, pa Vojašnica, no, in zdaj smo tukaj, kjer se mi to pogovarjava, v prostorih Name, ki je odkupljena. In tudi moram reči, da sam sem sodeloval tudi z arhitekturnim birojem, pravzaprav izhodišča za obnovo te stavbe, ki naj bi nekoč, upam, da v bližnji prihodnosti, nedaljni, služila za prostore knjižnice, je bil zasledovan prav ta trend, da se prostori oblikujejo tako, kot so te skandinavske knjižnice. Moram reči, da v času, ko sem bil tudi član Združenja splošnih knjižnic, pa tudi sam sem se udeleževal raznih konferenc, predvsem teh Danska, Nizozemska, sem si ogledal kar nekaj knjižnic in da sem začutil tega duha. Istočasno tudi preštudiral, kar moram reči, kar precej te literature, kako postaviti tako knjižnico, kako morajo prostori dihati. In moram reči, da tudi vsi arhitekti v vseh teh idejnih zasnovah preureditev teh prostorov v Nami so sledili tem idejam, toliko da ko bo prišlo do te ureditve, bo ta knjižnica dejansko zadihala tako, kot mora. Prejle sva govorila o tem, da ravno prostori so pomembni za to, da knjižnica postane tak prostor srečevanja. Tudi v Škofji Loki je opazen trend zmanjševanja obiska knjižnice zaradi samega branja, na drugi strani pa povečevanja zaradi številnih dogodkov, ki jih pripravljate. Ja, moram reči, da recimo v vsej mreži naše knjižnice, spravo tudi po obeh dolinah, po vseh enotah, imamo letno kar naštejemo cirka 800 do 900 dogodkov, prireditev, srečanj. S tem, da je recimo predvsem omenjen tukaj enoti v Žireh in na Trati, sta dobro obiskane, mi posojamo ključe raznim skupinam ljudi, seveda, da jim zaupamo, in ki se srečujejo v času, ko je knjižnica zaprta, pridijo noto knjižnico in imajo srečanje, kakšno bralno skupino, ilustratorji, kakšni šahisti. Ker dejansko mi je škoda, če gledava čisto z ekonomskega vidika, da recimo kot lokalna skupnost da niso majhna sredstva za ureditev takih prostorov, potem so pa tisti prostori recimo odprti 20-30 ur na teden. Zakaj ne bi bili ostale ure na voljo tudi drugim takim skupinam? No, in takih srečanj se vsako leto nabere od 150 do 200 v Žirih in na Trati. Jaz ne dvom, da tudi tukaj v Škofji Loki bodo tega še veliko več, ko se bojo taki prostori vzpostavili. Leta 2020 si prejel Čopovo diplomo. Ok, že to. To je v bistvu najvišje strokovno stanovsko priznanje, podeljuje ga Zveza bibliotekarskih društev Slovenije za tvoj prispevek k razvoju bibliotekarstva. To je zelo lepo, častitljivo priznanje.
nisem edini iz tega okolja, moram živeti že večkrat omenjenega profesor Kreka, pa tudi Ludvik Kaluža je prijel to priznanje. Zdaj sem ga tudi jaz. Pač človek, ko dela in se trudi, ne gleda na to, da boš dobil priznanje. Če se trudiš za priznanje, potem je pot zagrešena. Bil sem res vsa leta tudi član upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic na tistem področju, v tistem času. Mislim, razen da en mandat, 2-letni vmes nisem bil. Smo kar precej naredili tudi s svojimi idejami, sem potem, ker sem pač na teh sestankih, kjer smo imeli, so tudi očitno opazili, da imam dobre ideje in sem potem vabil razne delovne skupine, tudi v delovni skupini v okviru Ministrstva za kulturo. Skratka, kar nekaj je bilo tega. In to verjetno je posledica tega tudi, rezultat tega tudi ta nagrada, za katero me je predragalo Združenje splošnih knjižnic. Ja, tukaj so izpostavili tudi tvoje sodelovanje pri uvajanju elektronskih knjig, ne? Ja, to je pa zgodba, ki se je nekako srečno poklopila, če rečem, ker uporabim ta izraz. Ker v času, ko sem delal v Centralni tehniški knjižnici leta 2001 do 2011, Centralna tehniška knjižnica je imela že ogromno tega gradiva, elektronskih revij, knjig, seveda v tujih jezikih. To je bilo strokovno gradivo predvsem. Takrat sem se srečal s tehnologijo, z načinom dostopa, z raznimi orodji, kako to ponuditi. In vse čas mi je pogled dohajal na slovensko področje. Res je bilo to obdobje velikega vzpona elektronske knjige v svetu. Takrat so seveda nekateri sanjali o tem, da bo elektronska knjiga čisto uničila tiskano knjigo in to, ampak res je, tudi če smo gledali, takrat sem spremljal majhen na Amazonove podatke, je šlo, elektronske knjige so šle v prodajo skoraj na 40% vsega, ne. No, na zadnji se je mislim, da se je zadeva zdaj stabilizirala tam nekje na 15 do 20, govorim zelo na pamet, ampak je precej padla, ampak tisti vzpon je bil strašen. In seveda, glede na to, da veliko naših potencialnih, takrat mladih bralcev tudi sedaj berejo angliščini, sem rekel, tole pa ne bo dobro za knjižnice, dajmo nekaj narediti za slovenski jezik. In ko sem prišel v Škofjo Loko, sicer je že mestna knjižnica Ljubljana poskušala z eno aplikacijo izposoja bralnikov, na katere so naložili elektronske knjige, ampak to ni bila dobra rešitev. Prava rešitev je namreč, da si jo doma sam naložiš takrat, ko si jo želiš. In takrat smo potem skupaj stopili s študentsko založbo, kasneje Beletrina, in smo nekako bili v skupini 10 testnih knjižnic, ki smo testirali ta portal Biblos, ki se je potem malce nesrečno zaključil, no pa o tem ne bi zdaj. Zdaj bomo slišali Faraone Solinarja, tudi taj po tvojem izboru. Hvala. Zapuščene so soline v soju julijskih noči, v tvoje prazne kavedine nihče več morja ne spusti in nikogar več ni tu, ki bi gledal, kot si ti. Kako sonce ljubi morje in v sol ga spremeni. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, lega lebi krožijo vsi v sončnega objema. Le soline so ostale v soju julijskih noči, tebe pa solinar stari dolgo, dolgo tam več ni. Le soline so ostale v soju julijskih noči,
zmehčana in poletja žar pojema, lega lebi krožijo, vsi v sončnega objema. Le soline so ostale, v soju julijskih noči. Tebe pa solinar stari, dolgo, dolgo tam več ni. Le soline so ostale, v soju julijskih noči. Tebe pa solinar stari, dolgo, dolgo tam več ni. Matjaž Eržen je danes naš gost tedna, direktor knjižnice Ivana Tavčarja, Škofja Loka. Še nekaj dni sva rekla, pa se začne tisto tretje življenjsko obdobje, ki bo gotovo tudi še naprej povezano s knjigo. No, s knjigo na vsak način, pa prej sva rekla, z glasbo, pa hribi me čakajo. Jaz upam, da bo zdravje služilo, ker sem imel že leta nazaj težave s koleni. Jaz upam, da bo šlo še kakšno, da bomo še kakšne poglede lahko delili po kakšnem Facebooku ali pa kakorkoli drugače, ali pa mogoče bolj s kakšnimi zapisi. Želim si tudi malo več pisati, bolj ne z namenom publiciranja, ampak za sebe, da si človek majhen roko uvešči na novo in misel ukroti. Kje bo pa našla svoj prostor zgodovina? Prebrala sem namreč, da si ves čas želel biti zgodovinar, da ta bibliotekarski, knjižničarski del je bil en tak nujen dodatek, ki pa se je potem prelevil v osnovno vodilo v tvojem življenju. Ja, mogoče ne veš, ampak že leta nazaj, ko sem še govoril tudi s pokojnim profesorjem Francetom Planino, a ne, res sem že star, da še njega spomnim, pa še z njim sva govorila. Tudi on ni bil prvenstveno geograf, on je bil biolog in je postal geograf bolj po sili. In je potem vsa leta bil tam na geografskem zavodu in risal zemljevide. No, tudi moja pot se je nekako začela, ko sem šel na takrat pedagoško akademijo, je bila takrat še na Starem trgu, in ko sem se šel upisati, sem rekel, dvopredmetni študij je bil, bom šel zgodovino in geografijo. Grem dol skozi magistrata, srečam eno sošolko iz letnika, jaz sem še služil vojsko, ona je že šla prvi letnik in pol se ona se vračala. Ojoj, Matjaž, kar ne hodi na geografijo, tam je pa težko. Pa kva ne pa zravno vzamem poleg zgodovine, res me je želela samo zgodovina, me je zanimala. Mah, bom vzel knjižničarstvo. No, in tako sem pristal v tem poklicu. Je pa to, ne, mogoče je to v mojem značaju, kakorkoli, kot sem si tudi tukaj zapisal, ne, sem nekje ujel Nilsine sole, se pravi nič žara, brez žara, kar pomeni, ali brez sonca, ampak kar počneš, počni s srcem in delaj to predano. To je tvoje vodilo v življenju? Ja, ne vem, ali je vodilo, ampak to me je vedno ognalo vsako stvar, ki sem se lotil tudi nastopal na Loškem odru 2 ali 3 sezone in podobno, kar se sem že počel. Tvoj zaščitni znak je klobuk, koliko jih imaš doma? Zaščitni znak, tudi klobuk je nekako naključno prišel. Imam precej izpostavljeno kožo na glavi, bom rekel. Začelo se je delati ogromno znamenj teh sončnih peg in pri eni od že leta nazaj pri dermatologi je rekla, tale glava je pa dobila dovolj sonca, pazi se, jaz ti predlagam klobuke, no pa sem se potem težko se kakšno stvar navaditi, ampak sem se jih navadil in zdaj pravijo, da je že zaščitni znak. Nijam jih prav velik, zato ker jih potem, ko dotraja, ga pač stran dam, pa mislim, da imam 2-3 poletne, pa 2 zimska. Si oče še vedno najstnice, tudi med drugim, in pa dedek? Ja, dedek. Mi pravijo ata. Sem si izbral, sem ata, ker sem ati. A ne, hčeram, ja, najstnica je zdaj 18, pa 2 hčeri sta že tam bolj na 40, pa 5 vnukov. Fantov, ki seveda zahtevajo svoje tam med 5 in 8 let.
nositi vseh 5. Ja. Prej si rekel, da bo kaj časa zdaj več za kaj zapisati, za kaj napisati, da upaš tudi za hribe, za lepe poglede, tudi za delo na vrtu, pa verjetno tudi za veslanje. Ja, to sem mehko opustil, ampak mislim, da se bom vrnil že pred leti, mislim, da je že kar kakšnih 20 let nazaj, ko smo kupili en tak soliden, napihljiv kajak. Z njim smo že kar precej od Cerkniškega jezera pa v Bohinju, predvsem v Bohinju, rad grem kdaj med tednom, ampak ne zdaj v poletju, septembra, oktobra, ko ni več ljudi in potegneš črto tam iz Fužinarskega zaliva, tja gor do Ukanca in nazaj, tišina, mogoče slišiš kakšno motorko, ki je v hribih zapoje, drugače pa si sam s svojimi mislimi, kakšna ribca ven skoči iz vode in to je poezija. Tako kot takrat sam si s svojimi mislimi tudi s knjigo v roki. Ja, točno to. In tukaj, če se vrnem na elektronske knjige, še ena misel, bom zelo na kratko nekako poskušal zajeti to, kar je v enem od svojih esejev zapisal tudi znani Jančar. Je rekel, da elektronska knjiga ne bo nikoli mogla nadomestiti tiskanje zaradi tega, ker ko bereš, ko se v tistem odstavku, ki ti da nekaj misliti, zapreš in tista tvoja misel ostane tam noter in ki boš odprl, se ti bo spet pojavila. Tega ti elektronska knjiga ne bo dala. Katero knjigo boš vzel prvo v roke? Joj, to me pa zmeraj presenetijo. Ne vem še. Se bom predal na vdihu, se naredim kot večina naših obiskovalk knjižnic. Grem malo po policah, pogledam tiste, kar je novejših tiskov, grem tudi kakšne starejše zadeve. Imam pa tudi želje, da bi še enkrat šel malo skozi tisto mučno zadevo srednješolsko domača branja. Ker takrat, ko je človek star 16, 17, 18, čisto drugače gledaš na te stvari, na te vsebine, kot potem, ko imaš že majhen kilometrine za sabo. Matjaž Eržen, hvala, ker si bil naš današnji gost tedna. Jaz ti želim uspešno tudi v 3. življenjskem obdobju. Videvali pa upam, da se tako ali tako bomo tudi še naprej. Ja, tudi jaz upam. Hvala. In za zaključek še Bob Dylan, težko bi izbrala boljšo. Ja, forever young, kaj pa drugega. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. And may you stay forever
forever young. May your hands always be busy, may your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay